En lep dober večer za strani ekipe mojpsihoterapeut.si. Moje ime je Kristina. Danes bom z vami na našem pravzaprav prvem webinarju letos. Mogli smo ga žal prestaviti zaradi bolezni, ampak nič ne de. 2 tedna kasneje smo še vedno veseli, da se srečamo z vami. Dobrodošli torej na našem webinarju, kjer se bomo z našo današnjo sogovornico pogovarjali o novoletnih zaobljubah. Pravzaprav na en teden, preden naj bi bil naš webinar, smo obeležili oziroma ga je zaznamoval tako imenovani Blue Monday, ki ga ponekod opisujejo kot najbolj depresiven dan v letu. K temu naj bi pripomogel konec praznikov, mrzlo zimsko vreme. Do tega tedna pa naj bi takrat že večina ljudi, velik procent, opustila svoje novoletne zaobljube in zašla na stara pota, kar se tiče raznoraznih korakov v življenju, ki smo si zadali, da bi jih naredili. Do danes, se pravi do februarja, pa verjamem, da je takih nas, ki smo si dali zaobljube in jih potem prekršili že kakšen procent več. Danes se bomo pogovarjali o tem, ali je koncept novoletnih zaobljub sploh smiseln, kako si lahko v stiku s seboj in svojim telesom zadamo cilje, ki nas bojo motivirali, ki nas bojo inspirirali, da jih dosežemo. O tem se bomo pogovarjali z našo psihoterapevtko Saro Idzik. Sara, dober večer. Ja, dober večer vsem. Zdaj, kakšno besedo še več, pa najprej še par tehničnih zadev. Kot ste videli, se webinar snema, ker ga damo tudi na YouTube in radi podelimo s kakšnimi našimi gledalci, tudi tistimi, ki se nam ne morejo pridružiti. Povabljeni ste, kot je Sara prej rekla, da med dogodkom vklopite kamere in pa zelo lepo povabljeni, da napišete med webinarjem, če se vam porodi kakšno vprašanje, to vprašanje v chat, ga bom z veseljem prebrala, Sara pa odgovorila nanj. Na koncu pa boste imeli možnost tudi na glas z mikrofonom zastaviti kakšno vprašanje. Kakšno besedo še o Sari, preden začnemo. Naša Sara je certificirana psihoterapevtka. Bi prosila, če mikrofone izklopite. Hvala lepa. Torej, Sara je naša terapevtka, ki je v okviru magisterija na University of Derby v Angliji zaključila izobraževanje iz plesno-gibalne psihoterapije. Sara je prva od plesno-gibalnih terapevtov na našem portalu, zaenkrat tudi edina. Moram reči, da plesno-gibalne psihoterapije prej nekako niti nismo poznali, potem pa lahko tudi rečem, da sem se jaz pri njej udeležila tega in me je izjemno navdušila. Plesno-gibalna terapija se pravzaprav primarno posveča telesu in gibanju in šele na to neki verbalni interpretaciji teh občutkov in čustev, ki jih ob tem doživljamo. Torej, stik z našim telesom je kot nek ključ do razumevanja našega življenja in delovanja. Sara pri nas izvaja osebno, partnersko, družinsko in skupinsko terapijo, tako v živo kot online. Sedaj pa še enkrat dobrodošla in bova morda kar začeli, par besed ti predam, potem pa imam že vprašanje zate. Jana, hvala za to predstavitev. Jaz mislim, da nimam nič kaj konkretnega dodati, verjamem, da bodo vmes se pojavila še kakšna vprašanja o tej vrsti terapije ali pa pač na samo temo, tako da povabljeni, da me karkoli vprašate, drugače bi pa jaz kar začela. Torej, Sara, na kakšen način si zastavljamo mi novoletne zaobljube in zakaj se pravzaprav te pogosto ne obnesejo? Zdaj, novoletne zaobljube, pač verjetno si vsak po svoje zastavlja, ampak jaz bom bolj tukaj govorila o teh napakah, ki nas pogosto odnesejo, se pravi, da se ne držimo tega našega cilja, ampak potem enostavno pač časoma to odpade ali pa zelo hitro že odpademo iz tega. In prva stvar, ki nam je, verjetno zdaj stvari, ki jih bom povedala, bodo zelo umsko logične, ampak bomo skušali to nekako povezati s telesom, da nam bo mogoče še bolj osmišljeno. Prva stvar, ki sem si jo jaz tako nekako napisala, da vam povem, je, da si nekako preveč zastavimo. Se pravi, naš cilj je nekako tam dol,
In s tem seveda ni nič narobe, da imamo take dolge oziroma velike cilje v življenju, ampak kaj mi naredimo, mi želimo iti iz tukaj, hočemo skočiti takoj tja. Se pravi, ne znamo teh majhnih korakov do tja nekako sprovesti. In zdaj, če gledamo to na telesni ravni, koliko dolg korak lahko narediš? Če čist konkretno probaš, koliko dolgo lahko skočiš, kakšno razdaljo v bistvu lahko s svojim korakom narediš, da ti je še vedno udobno, pa te ne vrže iz balansa. Se pravi, tvoje telo ne zmore take razdalje, ampak mi pa še vedno z umom jo lahko naredimo, s telesom pa ne. Se pravi, naše telo je tisto, kar nam pove, koliko smo mi sploh zmožni narediti velik korak v življenju. Se pravi, kakšne majhne korake moramo delati do tega našega cilja. In pogosto na to pozabimo, in hočemo biti že tam dol. Z umom smo lahko, ampak telo pa tukaj ostane. In če mi želimo narediti ta cilj, doseči ta premik tja, rabimo s sabo telo. In tukaj v bistvu prihajamo do te druge napake, kjer gre pa pač za to, da dejansko mi postavljamo cilje z umom, ne pa z našim telesom, se pravi, z tega vidika, kot sem že rekla, da naše telo ne znamo nekako iti z njim naprej, se pravi, v teh majhnih korakih, hkrati pa, da nekako nimamo ozaveščeno, koliko naše telo sploh zmore. Velikokrat se zgodi v moji praksi, da vidim ljudi, ki želijo narediti večji premik ali pa večjo spremembo, kot so zmožni držati v telesu. In potem se sprožijo, veliko strahov se sproži, pa ne tisti moment, ko so naredili to, ampak pride za njimi. Se pravi, ko grejo od mene, so tako, to je bilo pa preveč. Nekako preveč sem šel, prevelik korak pa se je zdel, da je ful dobra smer to zame, da so pozitivni občutki, ampak enostavno jih nismo zmožni držati v telesu. Se pravi, nekako naše telo ima eno kapaciteto, in ta kapaciteta se lahko, seveda jo lahko povečamo, se pravi, koliko lahko držimo enih emocij, lahko so to tudi pozitivne emocije, včasih težko držimo. In hkrati je pa to čisto fizična stabilnost telesa iz vidika, da velikokrat se zgodi, mi se podamo na eno pot, pa zbolimo, pa gremo, pa spet si zadamo ful, pa se ful teramo, pa spet zbolimo, zato ker telo ni zmožno iti s takim tempom naprej. Telo ni zmožno držati vsega tega, kar mi na novo pač uvajamo. In iz tega pač sledi že ta tretja napaka, če ponovim, pač prvič preveč si zadamo, drugič zadajamo si z umom in tretjič želimo skočiti, se pravi, na nek način steramo svoje telo. Na hitro hočemo iti v spremembo in na nek način ne razumemo, da v bistvu, spravo, zdaj bom šla malo v koncepte psihoterapije, gibalne, prav, ko mi delamo spremembo, gremo v bistvu v življenju naprej. Sprememba pomeni, da grem s telesom naprej, naredim korak naprej. In v bistvu, bom rekla, v gibalnem profilu, ki je nekako naraven ali pa domač, je vedno korak naprej, je nekako počasnejši kot korak nazaj. Zato, ker stopamo v neznano. Se pravi, je normalno nekako, da bo moj korak majčkan manj siguren ali pa malo bolj sramežljiv ali pa majčkan krajši. Predstavljaj si neko situacijo, neko neznano situacijo, pravi, ali pa naprimer neko površino, ki jo ne poznaš, nek teren, ki ne poznaš, bodo tvoji koraki bodo manjši. Tvoji koraki bodo manjši, več boš gledal v tla, medtem ko nek teren, ki ga poznam, gledam naprej, gledam lahko vse okrog sebe in jaz hodim. Prav, nek nepoznan teren, kar so naše novoletne zaobljube, kar so naši v bistvu cilji, ki si jih zadamo, se pravi nekaj neznanega, je pa pač normalno, da gremo počas. In mi ne razumemo tega, da je v bistvu to normalni, bom rekla, čist naš telesni, nagonski način, kako iti naprej. Mi pa želimo skakati naprej, namesto da bi v bistvu upoštevali, kakšna je narava samega telesa. Sprav, v tej ravnini se naprej pomikam počasneje, kakor nazaj, ko se recimo ustrašim, odskočim. Tako da recimo to so ene 3 recimo zadeve,
Potem sem si pa tle še zapisala, da v bistvu, to sem pa glih danes razmišljala, da dodam, da velikokrat se zgodi, ko mi stopimo na to pot proti svojemu cilju, proti svoji želji in hodimo to pot in potem se pojavljajo določeni občutki, ali je to strah, ali je to pač nekaj neprijetnega ali pa mogoče prijetnega, pa nismo zmožni tega držati. In v bistvu, kaj mi naredimo zdaj, jaz bi rekla, da sta dva tipa ljudi. Eni se sterajo, pa grejo čez to, nekako, v bistvu hodijo naprej, ne glede na to, da te občutke čutijo, in kar nadaljujem in jih ignoriram in grem, dokler me nekaj ne ustavi. Eni so pa tisti, ki enostavno se pač ustrašijo, pa odskočijo nazaj. In jaz bi rekla, da naša napaka je, da se ne soočimo s tem, kar se pojavi na poti, ampak mi kar gremo, Mi kar gremo ali naprej, ali pa pač se ustrahimo, pa gremo nazaj, Nikoli v bistvu ne pogledamo temu, ampak nekaj se pa dogaja, mogoče bi vas mogla to, mogoče počasneje iti naprej, ali pa mogoče bi mogla malo pauze narediti, ko grem proti svoji želji, mi kar gremo, Tako da to je recimo še ena ta stvar. Preveč si zadam, z umom grem, skočam, namesto da bi v bistvu upoštevali to, da je moj korak lahko sramežljiv in je to okej, ko grem v neko novo spremembo, in pa hkrati, da se nekako ne soočam s tem, kar pride na poti. Lahko, seveda, smo si različni. Tako da nekako to, zdaj sem se razgovorila. Tako da ti me kar ustavil, prav? Zanimivo te je poslušati. Kako vemo, da so cilji za obljube in želje zares naše in pa ne produkt okolja in pa pričakovanj? Dostikrat se to zelo hitro zameša. Zdaj jaz v bistvu opažam, da tako zelo različni smo si, kaj so tisti vzroki, ki nas zmedejo. Včasih je to pač pričakovanje staršev, sprav, da me to nekako zmede, da zamešam moja pričakovanja s pričakovanji staršev ali pa z nekimi pričakovanji pomembnih oseb v mojem življenju. Lahko je to zelo kolektivno, ker pač vsi to počnejo, bom še jaz to počel, oziroma se nekako kar poistovetim s tem, da je to tudi moje, čeprav mogoče ni, ali pa je v bistvu to preprosto, ne vem, pač povezano, ponavadi gre za nek strah, kaj je spodaj, da nekako ne morem, da mi preprečuje, da bi v polnosti sebe utelesila ali pa v telesu. Se pravi, moja avtentična želja je tista želja, ki jo ponavadi začutam lahko in v telesu in v umu. Se pravi, nekako imam to skladje. Zdaj, to je malo težko v kulturi, kjer mi živimo, zato ker smo vzgojeni, da smo skozi v glavi. Prav, nasplošno ne znamo prepoznavati, kaj se dogaja v telesu. Ampak, ko pa nekako pridemo v ta stik s telesom, je pa zelo jasno, prav, kaj pomeni stik s telesom, je tako, da čutim predvsem v tem centralnem delu telesa, da je nekako neka moč ali pa nek tak občutek suverenosti, ali pa mi rečemo, da sem samozavesten. To je ta občutek. V telesu je to v tem centralnem delu in takrat nekako vem, da je, to je moje, to je nekaj, kar je moje, se pravi čista stabilna drža, tako se v telesu to vidi, se pravi neka moja avtentična želja, nekaj, kar prihaja iz mene, je tisto, kar me naredi stabilnega, kar me naredi v telesu odprtega, se pravi ta pokončna drža, tako kot otrok, ko se pojavi, ko se postavi v konci, in pravi, tukaj sem, glejte me, hodim, pač to je ta občutek, takrat grem v svojo smer, takrat sem prepričan lahko, da grem v svojo smer, ko imam ta občutek, tukaj sem, pač jaz hodim naprej, pač jaz hodim v svojo smer in to je moja smer. Ker kaj se pa dogaja, ko nismo v stiku s svojo avtentično željo, je pa v bistvu to, da nekako tako obotavljamo se, ali pa telo govori nekako, da nismo čist tako, ali da nas je sram tega, ali pa da ne vemo čisto točno, kaj tukaj delamo, vse se na telesu nekako odrazi, se pravi, nekako moramo poglihati to, kar je v umu, kar je v telesu, predvsem pa prepoznamo to, da smo
če smo v svojem centru. To se zdaj lahko sliši zelo abstraktno, tako da me Kristina vpraša, da kako vam bolj razložim. Ja, mene je najbolj fasciniralo zadnjič, ko smo se pogovarjali o tem, da včasih, pa to je pravzaprav dosti dan danes, da vidimo ljudi, ki so tako nekako malo zgrbljeni, da še jaz malo se premikam, glede na to, da je to plesna gibalna. In smo nekako tako, in da vsi silimo z glavo in z umom naprej, telo pa kot da bi zadnji za nami hodilo. Daj povej kaj o tem. Ja, to je zelo pogosto, kot prvo zato, ker sedimo, pa tako, ampak, kot sem rekla, tudi vzgojeni smo v kulturi, kjer je glava najpomembnejša in ni čudno, da glava v naši hoji vodi, ali pa včasih ni, zdaj glava tako deluje, kot se ne hodimo tako, ampak zgornji del telesa, ponovadi prsni koš, če boste opazovali tako ljudi, ko hodijo, veliki hodi s prsnim košem naprej, potem ko spodnji del telesa ostaja zadaj, se pravi, zgornji del telesa dela nek vtis, zadnji del telesa pa nekako ne more slediti, in kaj je tisto, ko jaz res sem, ali pa ko neka želja prihaja res iz mene, je, ko je moje telo poravnano, ko v bistvu grem naprej s centrom telesa, ne z glavo, ne s zgornjim delom telesa, ampak s centrom telesa. S tem pride v bistvu ta, kako bi rekla, pač ja, ena taka moč. In v bistvu jaz v terapiji uporabljam včasih kakšne vaje, ki te na nek način ti dajo ta občutek v centru telesa, se pravi, kaj vlečemo, kaj potiskamo, ali pač prav primem medenico, da v bistvu hodiš proti mojemu uporu, ti dajem upor. In v bistvu, ko te spustim, je ta občutek, wow, ljudje so ponovadi tako, kar malo začudeni, da se je nekaj kle aktiviralo, v centru telesa, zdaj kažem, se me ne vidi. In v bistvu to je res ena taka moč, ko si kar tako, ker če gledamo čisto anatomsko, vse naše okončine se priklapljajo, nekako najmanj napora nam vzame, če se premikamo iz centra telesa. Mnogo več napora nam vzame, če se premikam tako, da vodi drug del telesa. In enako je, če gledam na psihološkem nivoju. Pravi, nekaj, kar prihaja iz mojega centra, nekaj, kar prihaja iz mene. Ne bom rekla, da ne bo težko hoditi proti temu, ker seveda, pač biti to, kar smo, ni najlažje vedno, ampak bo pa pospremljeno z eno večjo motivacijo in eno večjo prodornostjo, da bo, ja, tako, prodornostjo in stabilnostjo v tem, kaj jaz sem in da v bistvu sledim temu cilju, ki je res moj, nekako grem čez vse ovire, če res to pride iz mene, če res to pride iz mojega centra. Kaj pa lahko pa sploh naredimo? Kako lahko pridemo do tega svojega centra? Je kakšen praktičen način, ki ga lahko sam narediš? Zdaj, jaz velikokrat ljudem, ki prihajajo k meni na terapijo, jaz kar z njimi malo potelovadim, zdaj se tako slišala, ampak res moramo aktivirati svoj center. Jaz to vedno poudarjam, ne glede na to, kako banalno se sliši, zdaj, smo pač v neki psihoterapiji, mogla bi govoriti o nekih konceptih, ampak stvari so ful preproste. V bistvu ti moraš okrepiti svoje telo. Prav, če jaz želim slediti, bolj ko je okrepljeno telo, bolj je okrepljen bolj ko je stabilen center, bolj je na nek način stabilna moja vizija, stabilno kdo v bistvu predstava o meni na nek način. In v bistvu, kaj jaz dam, čisto praktično jim zadelati, pač mi sicer tukaj so vaje v interakciji, ko govorim pač prav o terapiji, drugače pa jaz priporočam, čisto kot doma, kaj lahko delaš. Začni telovaditi, okrepi svoj center telesa, pač vem, da s starostjo je zelo zanimivo, da vedno manj telovadimo, ne vem zakaj, ne vem odkje imamo ta koncept, ampak v resnici pač, če ti nimaš močnega telesa, ne boš daleč prišel, tako kot sem prej rekla na začetku, ti moraš imeti močno telo, moraš imeti fleksibilno telo, moraš imeti stabilno telo, fizično telo, zato, da lahko držiš
in s to pač držiš svojo pot. Se pravi, da tudi na umski ravni lahko slediš tej cilji, tej želji, ki si jo zastavil. Prav, mora biti tvoje telo zmožno vse to držati. Tako da ja, okrepiti mišice, predvsem začeti s trupom, mišice trupa, saj tudi, če greš na pilates, pa če greš na razne te telovadbe, vsi se v bistvu zavedajo zdaj že, da je center telesa najbolj pomemben, te globinske mišice, vse to v bistvu stabilizatorji trupa. To je to, stabilizatorji trupa, okrepiti. To je prva stvar, ki bi jo jaz dala za nalogo. Kaj pa, če je telovadba bila na listi mojih novoletnih zaobljub? Okay. Podelite z nami, poslušalci, dragi, kakšne so bile vaše mogoče zaobljube, pa vam jih ni uspel se držati, ali pa kakšno bi bilo kakšno vprašanje, kakšna želja, ki jo imate, nek cilj, ki bi ga radi dosegli, pa vam mogoče Sara lahko s kakšnim nasvetom pomaga, kaj lahko sami doma naredite, da se mu boste približali. Zdaj, jaz bi rekla, glede te telovadbe, ki si jih omenila. Če je bila to naša novoletna zaobljuba, pa se temu že dolg časa izogibamo, ali pa smo se zdaj začeli izogibati, smo bili v takem obdobju, jaz bi se vprašala, kaj je v telesu, da nočem iti v telo. Zato, ker biti v stiku s svojim centrom, se pravi, dejansko telovaditi, delati trebušnjake, delati karkoli s telesom, je v bistvu biti na drugačen način povezan sam s sabo, s svojim telesom, se pravi, povezava z mojim telesom in povezava z mano. Prav, ko jaz telovadim, oziroma delam neke druge vaje, ki sem jih do zdaj, dejansko premikam telo na drugačen način, kar pomeni, da premikam tudi tista čustva, premikam tudi tiste stvari v mojem, v moji psihološki podobi, da dejansko je včasih to težko, ker nekaj me ovira, pa ne vem čisto točno poimenovati. Tako da jaz bi se vprašala, kaj je v mojem telesu, da me ne pusti iti v telo. In če mogoče dam svoj primer, jaz sem imela eno obdobje, že v bistvu, ko sem doštudirala, tako sem imela eno obdobje tudi pač s selitvijo, ko sem se selila nazaj v Slovenijo in enostavno sem imela obdobje, ko nisem hotela iti v telo. Enostavno jaz nisem hotela telovaditi, pa to je bilo v bistvu, mislim, da edino obdobje v mojem življenju, jaz sem drugače zelo tako, se kar tako čutim, da rabim gibanje in se gibam, ful. Ampak takrat pa nisem mogla in je bilo veliko stvari spodaj, zakaj. So bili strahovi, kako bom jaz to, zdaj pa selitev, pa ne vem kaj, pa še stvari odprej, pa celotno to, da sem jaz ful na sebi delala v tujini, potem sem pa mogla vse to prinesti v Slovenijo, kar vemo, da je v svojem domačem okolju delati spremembo in mečkam drugače, kot če si nekje drugje. Se pravi, zelo velike enih stvari sem dala v telo, ker nisem hotela, da se čisto premikajo. Tako mi je bilo bolj udobno, do ene točke. Pa sem pa rabila to spraviti čez, če sem se hotela v življenju premakniti naprej. Gospa je napisala vprašanje v chat. Napisala je, jaz imam mnogo želja in nobeni se ne bom odpovedala. Veliko mi pomagajo meditacije s poudarkom na pleksusu in dolgi sprehodi v naravi. Glavna želja je, da prodam stanovanje in se odselim. Katera pot je najenostavnejša zame, da to dosežem? Zagotovo bo v tem primeru veliko stresa. Ja, selitev. Ja, jaz bi kot prvo rekla, zelo jasno imate postavljeno, kaj želim, kaj ne želim. Zelo ste prepričani v to. Okej, ja, pač ne bom se odpovedala temu, to je zelo močna vizija. In to jaz redko vidim, ponavadi ljudje niti ne vejo, kaj želijo, so tako, jaz nič ne želim, Tako da super za to odločnost, ki se čuti. Zdaj, katera pot je najenostavnejša zame? Jaz bi mogoče, tako, glede na to, da sprašujete, katera pot je najenostavnejša zame, imate verjetno več opcij. Jaz bi rekla, da glede na vaše vprašanje imate vi več opcij, tako, katero pot boste izbrala. Zdaj, težko rečem, ker ne poznam vaših življenja, ampak jaz kaj velikokrat naredim s svojimi klienti je, da si različne poti, različne opcije, ki jih imajo v življenju, da si napišejo na list papirja. Vsako na svoje. Se pravi, vsaka opcija gre na svoj list papirja in potem te liste papirja daš
različne pozicije v prostor in se postaviš na sredino prostora, se pravi, ena pot je moja tukaj, ena pot je tukaj, ena opcija je tukaj, ena opcija za mano, recimo. Okay? Potem se iz te točke prestavljam, čisto fizično grem do enega papirja in tam malo postojim, sam se vprašam, kaj se dogaja v meni, kaj čutim, kaj razmišljam in lahko tudi seveda opazujem svoje telo, kakor pač mi to gre, prosim nekoga, da me opazuje kot zunanji opazovalec, in potem grem nazaj na središčno točko, si zapišem, kaj sem tam čutila, grem na drugo točko, na drugo opcijo in na tretjo in na četrto in vse zapišem. In kakor se sliši to banalno, jaz sem glih, kar sem z eno klientko to delala, in je zelo zanimivo, kaj telo vse sporoča. Pač že način, kako jaz hodim do ene opcije, ali pa do druge, ali pa do tretje, ali pa do četrte, potem način, kako sem na tisti poziciji, prav, kaj se dogaja v meni, včasih je nemir, včasih je ful tako občutek, tukaj to je v redu pot zame, tako nekako v telesu čutim, potem na eni točki bom šla, pa bom ful razmišljala, sploh ne bom mogla iti v telo. Posod se bo nekaj drugega dogajalo, zato ker telo, v bistvu, kaj s tem želimo, prebuditi telesno modrost. In telo ima vedno več informacij, kot naš um. Naš um pride za nami, ima tudi pol leta za nami, recimo. Tako da naše telo se že prej odziva z določenimi gibi in občutki, ki so noter. Tako da jaz bi vam to svetovala, naredite to, če imate več poti, katero zdaj izberem, katera bi bila najboljša za me. Probam, s telesom probam, pol prepoznam, kaj je tam. Ne vem, a sem odgovorila, dajte mi sam napisati. Je tudi tisto, če pravimo gut feeling? Ja, jaz bi rekla, v bistvu, sam gut feeling to ponavadi pozicionira v ta centralen del. Jaz bi rekla, da je gut feeling bolj tisto, ko čutim, to je res nekako zame, pač ta pot je res zame, ampak kar se pa tiče teh občutkov, ko sem jih opisovala na določenih, ko greš do teh papirjev, je pa to ni nujno, da je v temu centralnemu, da čutiš to tukaj, kakor čutiš metuljčke, pa tako, ni tukaj samo pozicioniran. Je v bistvu celotno telo je lahko aktivno ali pa nemirno, ali pa, se pravi, ni to čisto, je pa tudi to. Tako da, ponudb, kaj, ko sem držala. Ja, jaz tudi predlagam tako, ko ti v telesu prepoznaš en občutek, kaj je umirjen, kaj je prijeten, skušaj ga nekako malo več časa zadržati vse, pa si ga zapisati, pa si ga dati v neko obliko, da te spomne, kakšen občutek si takrat imel. Zato, ker potem, ko gremo v različne situacije, velikokrat pozabimo, kakšen je bil ta občutek in se rabimo spomniti. In v bistvu, nekako, če imamo nekaj pri sebi, da nas spomne, ko gremo v neko situacijo, imamo nek občutek v telesu in pa lahko primerjamo s tem. Tako da, Heidi, srečno. Meni se je pa zdaj porodilo vprašanje, kaj če si marsikdo med nami je, dostikrat to, da smo zelo, kako bi rekla, zelo na mentalnem nivoju in pravzaprav zelo težko sploh prideš v stik s tem. Na kaj biti pozoren, recimo ravno pri tej vaji, ki si jo opisala, sploh na kaj pri telesu biti pozoren in na kaj v sebi biti pozoren, da boš razumel te znake? Kako sploh priti v stik s tem? Jaz mislim, da v tem primeru je najboljše, da se posnameš. Čistko bom rekla, ker zelo težko, če nekdo ni bil vajen, tako priti v ta, tako, stvar je v tem, da ti moraš razviti zunanjega opazovalca sebe. Oziroma na nek način
iznotri opazuješ sebe, ampak je tako, kot da bi od zunaj opazoval, se pravi, in to nekaj časa traja, da razviješ to, zato ker nismo pač nekako nismo v stiku, nismo bili naučeni tega. Tako da, kako to najlažje preneseš v prakso, je, da se ti posnameš in si pač zunanji opazovalec, se pravi, delaš to vajo, pa sebe pogledaš, a ne? In potem, kaj najbolj biti pozoren je, na kakšen način, jaz bi bila najbolj na ta del pozorna, na kakšen način grem od središčne točke do papirja, okay? do ene poti. Prav, a se obotavljam, a grem z mehkimi koraki, a grem z velikimi koraki, a grem z glavo naprej, a grem s centrom naprej. Pač, v bistvu, in boste naredili to vajo, boste videli razliko, ker je zelo očitna, velikokrat je zelo očitna. Če pa ni očitna, je pa precej očiten občutek, ko sem na točki. Tako da, ja, pomaga tudi, da si takoj zapišeš, ne? Prepoznaš, se pravi, sem na eni točki in potem imam ta občutek, ne vem, nemir, recimo. Tako, jaz sem vedno znova presenečena, da ta vaja tako fajn deluje in da tudi tisti ljudje, ki navadno nimajo veliko za povedati, pa jih vprašamo, kaj čutiš v telesu, da zelo veliko povejo. Pač zelo veliko enih stvari se dogaja, ko smo na teh točkah. Tako da probajte, no. Boste pa spočili, kako gre. Dobrodošli, da napišete še kakšno vprašanje. Sara, tole se vedno bolj zanimivo sliši, ampak jaz imam občutek, da je to treba vedno probati, tako da si tako, kot sem proba. Kaj, če imaš mešane občutke? Kaj potem? Kaj narediš? Kako se potem še bolj lahko? Kaj, recimo, zdaj, ko si govorila o tem, da je treba stabilizirati center, že samo to, da se mogoče dvignemo in se zravnamo, zna biti ena dobra vaja. Ja, lahko probamo zdaj. Že samo to, če probam svojo pozicijo, kako sem, ko sem zravnan, pa koliko mi je sploh lahko biti v tem položaju. Ker kaj se zgodi, ko se zravnam, je dejansko kažem več sebe. Prav, tukaj kažem samo en del sebe, tukaj kažem več sebe. Se pravi, na nek način je to zelo tudi veliko povezano. Samo podobo, hkrati pa to z našimi cilji, se pravi, če jaz res vem, to si želim, temu bom sledila, ne glede na to, kaj okrog mene okolica misle, kaj si kdorkoli misle, kar je tudi dobro vprašanje, da se vprašamo v povezavi z avtentičnimi željami. Se pravi, če ne bi bilo nobenega okrog mene, ali pa da bi, to je dobro, če bi živel v tujini, ne bi poznal nobenega in bi si kreiral življenje z nule, kaj bi naredil, kaj bi si zaželel, da v bistvu damo stran vse te. Kaj si me vprašala? Prosti. Kaj, če imamo glede tega mešane občutke, glede svojih želja? Pa še nekaj sem hotela reči, če želite, napišite vprašanje v četa se na posnetku ne vidi, prav tako ne vaših imen ali obrazov, tako da, ker vse to izrežemo ven, tako da res dobrodošli k vprašanjem, ker je najlažje odgovoriti na kakšne res specifične zgodbe. Ja, jaz bom pa pazila, da ne povem imen. Bomo vse uredili, bomo ven zrezali. Ja, se pravi, če imaš mešane občutke. Zdaj tako, če imaš mešane občutke, bi jaz rekla, da nekako skušaš. Zdaj, jaz bi ali večkrat ponovila to vajo, pa potem videla, a me je nekaj zavedlo, ali pač je to res to, kar vedno tam čutim. Ali bi pa nekako tako poskusila to v življenju, ne cel korak, ampak se premakniti v tisto smer samo, drobno, se pravi, majhen korak narediti v tisto smer, in pol vidim v življenju, a je to nekaj, kar rezonira z mano, kar je nekako, kar me pomiri ali pa mi vlije neke dodatne motivacije, moči, tako se dobro v tem počutim, ko sem naredila ta korak, ali ne. Ker
se mi zdi, da je problem naše družbe tudi to, da mi si ne upamo eksperimentirati. Ne upamo si. Pač mi imamo tako, zastavim si en cilj in zdaj moram ta cilj doseči in to je edini cilj in jaz ne smem tega zdaj spremeniti, ne? Ker potem nisem, ker pol pač si izmišljujem, ker potem nekako nisem dovolj odločen ali kakorkoli si že to interpretiramo, ne? Ampak stvar je v tem, da ti ne moreš vedeti, a je to zdaj 100% tvoja pot ali ne, dokler ne probaš. Ne? In v bistvu moramo si dati izkušnjo, ker kaj naredim, ko stopim en korak proti svoju, pač v realnem življenju, proti enemu cilju, proti eni smeri, da si dam eno izkušnjo. Ta izkušnja gre čez telo in pa lahko prepoznam, tole pa res ni zame. In dajmo si dovolj pač spremeniti to smer, če to ni za nas. A ne? Pač in iti v neko izkušnjo, ki pa je bolj za nas. Tako da ja, jaz bi rekla v tem primeru, da smo zmedeni, da nimamo 100% garancije, kar je redko, a ne, da jo imamo. Pač ja, probati. To je mogoče tudi dober nasvet, kar se tiče novoletnih zaobljub. Kaj, če bi probali? Ne se takoj garantira, da bomo to pa zdaj dosegali. Jaz sem se glih spomnila. Jaz sem delala pred leti en dihalni tečaj, dihalno šolo. In se spomnim, ko nam je ta učitelj rekel, pa ne si zadati, da boste zdaj vsak dan dihali po 2 uri skupaj, ne vem kaj, ne. Dajte si zadati samo tako, da vsak dan naredite en dih. In potem sem prepričan, da jih boste več naredili. In je res, vsak dan en dih, to je manj kot sekunda. In na tak način probujemo pač v življenju, ne rabim narediti skoka, tako kot smo na začetku govorili, iz tukaj tja. Pač lahko naredim iz tukaj sem, ali pa se samo obrnem proti tej smeri. Včasih je dovolj že, če recimo o nečem, da imam več opcij, da mi se včasih celo bojimo raziskati eno opcijo, tudi recimo, da pogooglaš. Že to je včasih dovolj, da dobiš občutek, pogooglam, recimo, prej je bil ta primer, selam se, ne vem, opcije, kaj zvem, mogoče niti ne vem, kam se hočem preseliti, pa grem, pa googlam mehka, pa googlam pa googlam tretje, pač da dobim nek občutek, pač že to je usmeritev nekam. Vsak dan eno skleco, ne? Ja, ali pa to. To deluje, to res deluje, to sem tudi pred leti delala. Vsak dan eno skleco, pa res deluje. Če bi res vsak dan eno, bi imeli tudi ženske močne roke. Dragi poslušalci, ponovno še enkrat povabljeni k vprašanju. Saro, se sicer bližava koncu današnjih tem. Damo vam še malo prostora, malo časa, če bi želeli kaj povprašati. Ja, lahko v bistvu karkoli v povezavi s tem, ali pa če je kakšno vprašanje, ne vem, čisto konkretno glede plesno-gibalne terapije. Evo, gospa je napisala, da je gospa pogumna oseba, ampak da jo moti njena anksioznost, da se zgodi, da jo preveč skrbi, da ima občutek, da nima kontrole nad svojim življenjem, to pa ji pobere energijo in je zato vedno kronično utrujena. Sara, tvoj nasvet, kako se lotiti pretirane skrbi in skrbnosti? Ja, jaz predvsem tukaj vidim, da je po moje za umiriti živčni sistem, se pravi, da najprej sploh mi to pomirimo sebe, da sploh zmoremo se usmeriti v našo željo, v našo pot, ker želimo hoditi zase. Kaj jaz velikokrat delam v povezavi z anksioznostjo, je, da
mi tresemo telo na terapiji, že samo to, da pridemo v stik s telesom, da recimo premakneš vsak sklep, pa greš kar po vrsti, na nek način odklopi naš ker anksioznost se zelo tukaj gor dogaja. Neprestano premlevamo, ne? In v bistvu, ko pozornost usmerimo na druge dele telesa, prav tako, da jih gledamo, se pravi, ok, premikam roke, tako kot otroci. Veste, tako, ki so radovedni nad svojim telesom. Wow, kaj pa ta del telesa lahko dela. Na tak način v bistvu grem po celem telesu, premaknem vsak sklep in že to me da v eno drugo stanje, ki mogoče malenkost umiri moj ne. Je pa tako, anksioznost je ponavadi, tako kar jaz opažam, je zelo veliko enih stvari, ki se je nakopičilo, je kepa. Ne? In v bistvu ta kepa je v telesu. In ljudje, ki k meni pridejo, ponavadi potem pričakujejo, da pol naredijo 1 uro z mano, rečejo, ja, pa ta kepa je pa še vedno tukaj. Ja, ampak, če jaz 50 let nalagam to kepo, potem pač to ne more iti v 1 uri stran. Sprav, nekako je treba to postopoma dobiti spet sigurnost ali pa občutek miru samo v telesu. Zato, ker smo v enem ciklu in telo sploh nima tega občutka, da se lahko zares umiri. Zato take drobne vaje, pač ja, kakor ste, ne vem, ste vi napisali, ali kdo je napisal prej, ko hodi veliko v naravo. Recimo, jaz vidim ljudje, premalo smo v naravi, zato smo pač seveda vse, kar je na umski ravni, premalo smo v stiku z naravo, premalo smo v stiku s telesom, tako da jaz bi povečala pač te 2 stvari. Ampak ne v stik s telesom na način, da zdaj vi ful telovate, da še dodaten stres, da zdaj, ne vem, uteži pa tako. To jaz se ne bi šla, v bistvu bolj te umirjene, ali ne vem, qigong, če hočete vodeno vadbo, ali ne vem, take stvari, ki v bistvu so počasnejše. In pa pač čista zadeva, kot sem rekla, vsak sklep premakam, vsako jutro vstanete, ok, premaknem zapestje, premaknem prste na roki, premaknem komolce, premaknem ramena in v bistvu začutim, ok, kaj je meni udobno, kako lahko premaknem ta del telesa in se sprehodim po celem telesu. To je recimo taka čisto preprosta vaja ali pa stresati telo, celo telo stresati. Ja, je pa to proces, raziskati, zakaj je kaj v bistvu podžiga skozi to anksioznost. Tako da je pa super, da ste pogumna. Super, to je najpomembnejše, da smo pogumni, da zmoremo iti čez, da se ne ustrašimo sami sebe, in tega, kar pač iz telesa pride. Tako da to bi bil moj nasvet. Izguba energije, vedno kronično utrujena. Ja, sploh pa, če gre za kronično utrujenost, absolutno povečati te stvari, ki generirajo energijo. Res, kakšen tai chi qigong, to je super, pač za take stvari. Čisto, kar se tiče tako gibalno vodeno. Še kaj tazga. Sicer pa na plesno terapijo k Sari. Ja, ali pa to. Ples kot tak, se to ni samo gibalna, to je plesna terapija. Pravzaprav je zelo zanimivo, da to, kar smo delali tudi pri tebi, je v bistvu ob glasbi. Mogoče je najenostavneje za nekoga doma si prižgati glasbo in probati se vsaj malo gibati ob njej. V smislu gibati. Ja, zdaj, če nam je to udobno, seveda, marsikomu to niti ni, ampak ja, drugače pa pač si glasbo zavrteti, pa tudi, če delamo en korak skozi, jaz pa spodbujam, da ga po 7-10 minutah čisto večkrat spremeniš, pa veš nekaj drugega, zato da pač čisto malo aktiviraš možgane. Drugače pa ja, v glasbi seveda, dajte si to izkušnjo. Je pa res, da v bistvu to, kar jaz delam, ni čist ples, je pa glasba lahko zraven, lahko brez glasbe, odvisno kaj pač potrebujemo v danem trenutku, ker včasih nas glasba podpira pri nečem, kar delamo, včasih nas pa tudi lahko ubira. Ampak recimo, da sam doma delaš, ja, daj si glasbo, pleš, itak.
Kolikor premakneš telo, da je res celo telo aktivno, že temperatura se spremeni v telesu in pa pač nek občutek, da sem tukaj, ne, v tem trenutku, ker telo je vedno v tem trenutku. Naš gre lahko tja dol, kjer so naše sanje, želje, vse tisto veliko, kar si zadamo, ne, naše telo je pa vedno tukaj. In ko pač si daš glasbo, ko greš v ta ples ali pa gibanje ali karkoli, pač si v tem trenutku. Zato je to blagodejno na nek način, in nas umiri, ker pač prispemo sem. Ja, najlepša vam hvala. Sara, najlepša hvala tebi za poučno, zanimivo predavanje. Zdaj, Sari dam zadnjo besedo, če bi kdo še kaj želel povprašati, lahko še zdaj. Sicer pa Sara, hvala. Zelo lepo je bilo pripravljati s tabo ta webinar in zelo lepo ga je bilo izvesti. Upam, da bomo še kdaj. Ja, hvala za priložnost, pa seveda povejte, če bi kakšno specifično temo iz mojega področja želeli, kdaj na webinarju se komot dogovorimo s Kristino. Lahko pa, če imate kakšno drugo vprašanje, pa lahko vedno tudi preko sporočil na portalu našem kontaktirate Saro, postavite vprašanje, mogoče celo probate plesno-gibalno terapijo. Plesno. Vidim, da so znanci. Super, odlično. Ja. Okay. Sem pregledala, če kdo poznam, pa nisem videla. Da ste se bolj preklopa še. Ja. Hvala vam in pa lep večer še naprej. Ja, a lahko dodam. Res vas spodbujam. Dajte ukrepiti center. Ne delate trebušnjake, pa se bomo dvigali. Resno, toliko malo je treba. Veste, kako se boste drugače počutili. Sam center ukrepiti. Pa da ne bo pomote, tudi jaz se moram malo sterati. Da delam kakšen trebušnjak, tako. Kres. Ja, evo. Ja, to je to, kaj tle berem zdaj še komentarje. To je to, da v bistvu, če se posvečaš občutku v telesu, ja, se veliko lažje odločam. Točno to, telo res ve prej kot umno, čisto iz svoje izkušnje povem, da jaz sem raziskavo delala na svojem telesom, v sklopu študija, in moje telo je delalo določene gibe. 1 leto, preden je moj dojel, skozi vso teorijo se pobrskal do tega, kar je moje telo govorilo 1 leto prej. Se pravi, res je veliko telesu in dajmo mu priložnost. Tako da, evo, to za zaključek. Hvala za prijazne komentarje. Zdaj pa lep večer, gremo delati trebušnjake, vsaj jaz. Dio. Adio.